Pozdravljeni vsi! Danes si bomo ogledali različne sestre iz zgodovine, ki so imele tragična življenja. Od zanemarjanja in izkoriščanja do bolezni in umorov so te sestre živele življenja, ki jih malo kdo privošči celo svojemu najhujšemu sovražniku. Zato se mi pridružite, ko bomo razkrili njihove zgodbe. Za našo prvo zgodbo se bomo vrnili v čas v ZDA v 1850 letih. Millie in Christine McCoy sta se rodili 11. julija 1851 na plantaži blizu Whitevilla v Severni Karolini. Rojeni sta bili v suženjstvo, saj sta bila njuna starša, Jacob in Monimia McCoy, zasužnjena pri Aleksandru Mackayu, po katerem je družina prevzela priimek. V tem času je bila svoboda še več kot desetletje stran, pred njo pa je bila še brutalna državljanska vojna. Ob rojstvu sta skupaj tehtali 17 funtov in šokirali vse navzoče. No, Millie in Christina sta bili siamski dvojčici, povezani v spodnjem delu hrbta in hrbtenice s hrustancem. To je pomenilo, da sta si delili nekatere vitalne dele telesa, drugih pa ne. Dvojčici sta se rodili v veliko družino, saj sta imela starša že 7 drugih otrok, 5 fantov in 2 dekleti. Za razliko od Millie in Christine, noben od njunih bratov in sester ni imel nobenih nenavadnih telesnih značilnosti. Njuno edinstveno stanje, skupaj s težavami, ker sta se rodili v suženjstvo, je zaznamovalo začetek izjemnega in zahtevnega potovanja za dvojčici McCoy. Zgodnje življenje Millie in Christine je bilo kaotično in tragično. Takoj, ko sta se rodili, so se po regiji razširile novice o rojstvu teh nenavadnih sester, ki sta imeli medicinsko anomalijo. V 19. stoletju veliko ljudi ni poznalo pojma siamskih dvojčic. Zato so ljudje začeli prihajati na kmetijo Mackay, da bi jih videli. Sčasoma je Alexander Mackay postal razdražen zaradi te motnje v svojem vsakdanjem življenju, zato ju je, ko sta bili stari komaj 10 mesecev, prodal Johnu C. Purvisu pod pogojem, da njuna mati, Monimia, lahko ostane z njima. Toda ta dogovor ni dolgo trajal. Približno leto kasneje so dvojčici ponovno prodali, tokrat moškemu po imenu Brower. Brower je s finančno podporo Josepha Peja za dvojčici plačal osupljivih $10,000, kar je danes približno $400,000. Z mislijo na dobiček je Brower začel razstavljati deklici kot medicinski čudež pod imenom karolinski dvojčici, ter potoval po južnih državah, vključno z Louisiano, Teksasom in Severno Karolino. Oktobra 1853 sta Millie in Christina prišli na naslovnice na prvem uradnem državnem sejmu Severne Karoline, ki je vsak dan privabil okoli 5,000 ljudi. Dekliči sta takoj poželi uspeh, vendar so nekateri dvomili v njuno stanje in menili, da gre za prevaro. Zato je, ko so bili v New Orleansu zaradi druge predstave, Brower pripeljal lokalne zdravnike, da so ju pregledali in potrdili, da sta resnično siamski dvojčici. Življenje na razstavi je bilo naporno. Dekleti sta bili pogosto ločeni od svoje matere in čeprav tega takrat nista razumeli, sta bili izpostavljeni javnemu posmehu. Kot siamski dvojčici sta bili kot malčici neusklajeni in nerodni. Težko sta hodili in pogosto padali. Sčasoma pa sta razvili značilno stransko hojo, ki se je sčasoma spremenila v očarljiv ples, ki je navduševal občinstvo. To je postal redek trenutek veselja v življenju, ki sta ga sicer zaznamovala težave in izkoriščanje. Med gostovanjem v New Orleansu je Brower prejel neustavljivo ponudbo. $45,000 za dvojčici. Bogastvo, ki je bilo veliko večje od tistega, kar je bilo prvotno plačano. Da si to lažje predstavljamo, to danes znaša več kot $1,800,000. Seveda je ponudbo z veseljem sprejel, vendar je bila ponudba predobra, da bi bila resnična. Brower je bil ogoljufan, Millie in Christine pa sta izginili. Ukradel ju je domnevni kupec. Dvojčici sta izginili iz javnosti vse do leta 1854, ko sta se ponovno pojavili v muzeju v Filadelfiji. V tem času so potekali ostri spori glede njunega lastništva. Brower, Joseph P. Smith in celo Alexander Mackay, ki je očitno obžaloval, da je dvojčici prodal za razmeroma majhen znesek, so si lastili pravico do njiju. Medtem se je njuna mati Monimia borila, da bi jih hčerki na nek način vrnili v skrbništvo. Prevara je Browerja pustila brez denarja in ga izločila iz igre.
Smith se je pojavil kot zakoniti lastnik dvojčic in ni varčeval pri stroških, da bi jo dobil nazaj. Najel je zasebnega detektiva, da bi izsledil Millie in Christine. Medtem so jih njihovi ugrabitelji odpeljali na sever in dvojčici razstavili v slavnem ameriškem muzeju P.T. Barnuma na Manhattnu. Dvojčici sta se nato pojavili v Kanadi, preden so jo odpeljali čez Atlantik v Liverpool v Angliji. Do tega trenutka sta Millie in Christine večino svojega mladega življenja preživeli daleč od doma in družine. Leta 1857 je zasebni detektiv po naporni 3-letni preiskavi končno izsledil Millie in Christine v Angliji. Njuna mati Monemija in njun zaslužnevalec Joseph P. Smith sta odpotovala v Liverpool, da bi jo dobila nazaj. Končno so se v Birminghamu dvojčici, ki sta bili zdaj stari približno 5,5 let, ponovno združili s svojo materjo. Bil je grenko sladek trenutek. Millie in Christina sta večino svojega kratkega življenja preživeli v rokah ugrabiteljev, izkoriščani kot zanimivosti za dobiček. A tudi po rešitvi se njuno življenje ni prav veliko spremenilo. Takoj so jo dali nazaj na delo, spet razkazovali javnosti, najprej v Združenem kraljestvu in kasneje v Združenih državah, ter sta nadaljevali življenje kot spektakel za zabavo drugih. Tako sta Millie in Christine odraščali in tako je potekalo njuno življenje. Človek se vpraša, kaj sta si v teh letih mislili o svoji situaciji. Stvari so se spremenile leta 1860, ko je Abraham Lincoln konec tistega leta zmagal na predsedniških volitvah v ZDA. V nekaj tednih je Južna Karolina izstopila iz Unije, kmalu pa ji je sledil val južnih držav, vključno z domačo državo Millie in Christine, Severno Karolino. Do prve polovice leta 1861 je država zapadla v kaos in začela se je ameriška državljanska vojna. Takrat sta dekleti ponovno živeli v Severni Karolini, kjer sta čas preživljali med domom družine Smith, svojimi biološkimi starši in potovanji po južnih državah. Kaos državljanske vojne je omejil gibanje dvojčic, a jim je hkrati odprl vrata do izobrazbe. Čeprav sta bila Smithova lastnika sužnjev, naj bi Millie in Christine obravnavala dokaj dobro. Jozefova žena je celo prekršila zakon, ko je deklici naučila brati in pisati, kar je bil v tistem času pogumen korak. Millie in Christine sta se naučili govoriti več jezikov in sta celo prejeli strokovno pevsko usposabljanje, kar je kasneje zaznamovalo njuni karieri. Joseph Smith je umrl med vojno in za seboj pustil posestvo, ki je vključevalo več kot 30 sužnjev. Kljub njegovi smrti sta Millie in Christine ostali zasužnjeni pri družini Smith. Toda ko se je državljanska vojna končala, je svoboda končno prišla. Dvojčici sta bila skupaj s svojimi starši, sorojenci in neštetimi drugimi po jugu osvobojena, ko je bilo suženjstvo končno ukinjeno v Združenih državah Amerike. S koncem vojne in ko sta vstopili v najstniška leta, sta Millie in Christina lahko ponovno nastopali na turnejah in to z večjo mero samostojnosti kot prej. To je bil čas, ko so bili cirkusi oziroma takrat kruto imenovane razstave čudakov na vrhuncu svoje priljubljenosti. Prireditelji, kot je bil P.T. Barnum, so vodili skupine posameznikov, ki so pogosto kazali medicinske posebnosti, od velikanov in palčkov do bradatih žensk, ljudi z dodatnimi okončinami in še veliko več. V času pred televizijo in radijem je radovednost pogosto prevladala nad sočutjem do ljudi s takšnimi stanji, zato so množice drle v cirkuse in na krajevne sejme, kadarkoli so ti prišli v mesto. Millie in Christina sta nastopali po vsej državi in bili prava uspešnica na teh prireditvah. V tem času je bilo veliko zanimanja za siamske dvojčke, kot so pogosto imenovali zraščene dvojčke. Ta izraz izvira od slavnih zraščencev Chang in Eng Bunker, ki sta bila rojena v Siamu, današnji Tajski. Včasih sta bili Millie in Christina razkazovani brez kršitve spodobnosti, da bi dokazali, da sta res zraščeni, s čimer sta zadovoljili radovednost javnosti in hkrati ohranili občutek dostojanstva. Ko sta potovali, včasih povezani z Barnumom Scholzom, včasih z drugimi menedžerji, sta postali bolj izkušeni pri upravljanju svojih zadev in celo videti je bilo, da sta odrasli v svojo vlogo. Ob koncu 1860-ih sta napisali spomine, v katerih sta uporabili moto: Kot je Bog določil, sva se strinjali, kar kaže na sprejemanje njune nenavadne zdravstvene situacije in odločnost, da iz nje izvlečeta najboljše.
Kmalu sta se vrnili v Evropo in kot mnogi drugi priljubljeni cirkuški nastopajoči tistega časa sta srečali kraljico Viktorijo. Vrhunec njunih nastopov so bili njuni dueti, kjer sta sestri peli skupaj ali izmenično, pri čemer je Kristina pela kitico, Mili pa refren ali obratno. Mnoge od teh pesmi so bile kasneje objavljene v obsežni knjižici, ki je podrobno opisovala njuno življenje in kariero. V teh letih je bilo napisanih veliko opisov o Milici in Kristini. Jezika, ki so ga uporabljali v teh opisih, danes sploh ne bi mogli uporabljati. Eno takšno delo z naslovom Biografski oris Milice Kristine, karolinskih dvojčic, poimenovanih Dvoglava Slavčica in Osmo čudo sveta. Dvojčici omenja kot, citiram, bitje. In drugje jo omenja kot eno samo dekle. Kot da ne bi vedeli, da so siamski dvojčki dve različni osebi. Še en nesrečen oglas ob prihodu deklet v Liverpool leta 1871 jih je opisal kot tovor, ki je prispel z ladjo, in zapisal, da je prispel tovor, ki ga lahko po besedah gospoda Tula označimo za zelo nenavadnega. Poročilo se je nadaljevalo takole. Tukaj imamo mlado damo z enim telesom, a dvema različnima umoma. Rojena z dvema ločenima glavama. Vsi inteligentni možje, ki so jo pred kratkim videli v hotelu Washington, lahko pričajo o izjemni inteligenci, ki prevladuje v obeh možganih. Sposobnost obeh glav, da hkrati komunicirata z dvema različnima osebama o različnih temah, to dovolj dokazuje, a čudež se tu ni ustavil. Nekateri najlepši dueti v jeziku glasbe so bili zapeti s strani visokega soprana in čistega kontralta. Toni so prihajali iz dveh glav, a le eno telo je dajalo živahnost. Drugi so se preprosto ukvarjali s precej neumnimi šalami. Cincinnati Enquirer je šaljivo pripomnil, da bi bila dvoglava deklica dobra porotnica. Lahko bi si hkrati ogledala obe strani primera. Te pripombe, čeprav posmehljive, so poudarile neverjetno slavo, ki sta jo dosegli. Toda ali bilo njuno življenje zgolj spektakel za posmeh? Ali pa sta preobrnili razpitost v nekaj izjemnega? Milija in Kristina bi lahko videli kot žrtvi sveta, ki jo je obravnaval kot čudo narave. In to je bil zagotovo del njune resničnosti. Vendar pa so bili hkrati nastopajoči, kot sta bili oni dve, ki sta delali za Barnuma in druge cirkuse v tistem času, bogato nagrajeni. Če sta bili dovolj preudarni, da sta izkoristili svojo priljubljenost, sta lahko zaslužili veliko denarja in udobno upokojili. Lahko sta zaslužili približno $25,000 na leto z nastopanjem na podeželskih sejmih v Ameriki, medtem ko so večje predstave v mestih ali potovanja v Evropo obetala še večje zaslužke. To je bil ogromen znesek denarja v 1870-ih, še posebej v obdobju finančne krize v ZDA, tako imenovane dolge depresije med letoma 1873 in 1879. Svojo zaslužkarsko močjo in padcem trga sta obrnili slabost, ki je zaznamovala njuno življenje, na glavo in izkoristili situacijo po svojih najboljših močeh. V 1870-ih sta kupili plantažo Mackay, kjer sta se rodili več kot 20 let prej in jo podarili svojemu očetu. Po njegovi smrti sta sami prevzeli kmetijo in zgradili veliko hišo s 14 sobami, kjer sta živeli s številnimi člani razširjene družine. V svojih 20 letih sta Millie in Christine zaslužili dovolj denarja, da sta se lahko delno upokojili. Tako kot drugi cirkuški nastopajoči tistega časa, sta si z leti uspešnih turnej, običajno od 5 do 10 let, nabrali dovolj premoženja, da sta lahko udobno živeli, pogosto s hišnim osebjem, ki jima je pomagalo. Če jima je začelo zmanjkovati denarja, sta se lahko vrnili in opravili turnejo za 1 ali 2 sezoni, pri čemer sta zaslužili veliko vsoto, saj je bila nakopičeno zanimanje občinstva, da jo znova vidi, izpolnjena. Tako je bilo tudi leta 1871, ko sta dvojčici odšli na turnejo po Evropi in obiskali Veliko Britanijo, Francijo, Belgijo, Nizozemsko, Nemčijo, Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Rusijo. Plačilo za nastope je bilo pogosto dopolnjeno z darili evropskih vladarjev in aristokratov, ko sta se pojavili na kraljevih dvorih Evrope. Ko sta se vrnili v Ameriko, sta se dvojčici prav tako strinjali, da se bosta pojavili na več ameriških medicinskih ustanovah in fakultetah, da bi jo pregledali. To bi lahko šteli za izkoriščevalsko in nekoliko kruto. Vendar je treba upoštevati,
da je v tistem času resnično primanjkovalo razumevanja o pojavu siamskih dvojčkov. In zdravniki so si zelo prizadevali pridobiti več znanja o tem. Millie in Christine sta se popolnoma upokojili od 80. let 19. stoletja naprej. Zdaj sta bili v svojih 30-ih in sta živeli mirno življenje na kmetiji, na kateri sta se rodili v Severni Karolini. Študije kažejo, da sta dvojčici diskretno pomagali svoji skupnosti, financirali lokalno šolo za temnopolte deklice in podpirali več kolidžev v Karolinah, pri čemer sta pogosto darovali anonimno. Živeli sta precej dolgo življenje za siamski dvojčici, ki pogosto trpita zaradi zdravstvenih zapletov, zaradi narave skupnih vitalnih delov telesa in organov. V primeru Millie in Christine sta dočakali zgodnja 60. leta in ko sta umrli, to ni bilo zaradi zapletov povezanih z njuno siamsko povezanostjo, temveč zaradi ene največjih smrtonosnih bolezni tistega časa, tuberkuloze. To je vzelo življenje Millie 8. oktobra 1912 pri 61 letih. Christine naj bi umrla približno 12 ur kasneje, kar je bil zagotovo zelo žalosten konec. Pokopali so jo na pokopališču v Whitevillu, kjer sta se rodili več kot 60 let prej. Na njunem nagrobniku so zapisane besede: duša z dvema mislima, dve srci, ki bijeta kot eno. Dvojčici sta svojo precejšnjo zapuščino zapustili preživelim družinskim članom. Zgodba Millie in Christine je bila v zadnjem času predmet več biografij, ki ponovno obujajo njuno prej pozabljeno zgodbo. Nato prečkamo mejo v Kanado, kjer je dogodek, ki ga še nikoli prej niso videli, 5 sester spremenil v svetovno senzacijo. Dionove peterčice so se rodile v mestu Kalendar v Ontariju v Kanadi 28. maja 1934. Njuni starši, dva Franco-Kanadčana po imenu Oliva Edouard Dion in Elze Dion, sta peterčice poimenovala Annette, Cécile, Émilie, Marie in Yvonne. Nosečnost Elze Dion je bila nenavadna. Če bi danes mati nosila peterčke, bi to opazili v nekem trenutku med nosečnostjo z ultrazvokom. Vendar pa takrat metode za to niso bile na voljo, še posebej na podeželju v Kanadi, čeprav je Elze kasneje povedala, da je med nosečnostjo verjela, da morda nosi dvojčka. Verjetno je obstajal še 6. otrok. Kot je Elze kasneje povedala, je proti koncu prvega 3-mesečja doživela hude krče in izločila nenavaden predmet, ki je bil morda zelo nerazvit 6. plod. 5 deklic Dion je bilo rojenih prezgodaj, kar je povsem značilno za večplodne porode, še posebej, kadar gre za 5 otrok. Zaradi tega so imele precej nizko porodno težo in so v prvih dneh ter tednih življenja potrebovale obsežno nego, da so preživele. A vendar so preživele, s čimer so postale prvi petorčki, ki so bili kdajkoli rojeni in preživeli dojenčkovsko obdobje. Da bi razumeli, kako so se življenja Dionkinih petorčkov razvijala v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, moramo širše preučiti pojav petorčkov in otrok iz večplodnih nosečnosti. Dvojčki se naravno pojavijo približno pri eni od 250 nosečnosti. Trojčki se pojavijo pri eni od 10 tisoč nosečnosti, medtem ko se četvorčki pojavijo le pri eni od 700 tisoč nosečnosti. Ta številka naraste na izjemno 1 na 55 milijonov nosečnosti, ko gre za peterčke. Zato ni težko razumeti, zakaj so bili Dionkin peterčki ob rojstvu videni kot nekaj tako edinstvenega, saj je vseh 5 preživelo prve tedne svojega življenja. Rojstvo več otrok prinaša vedno večje število medicinskih tveganj, večje kot je število vpletenih otrok. Med temi je najpomembnejši zaplet ta, da se otroci rodijo prezgodaj ali s tako nizko porodno težo, da ne preživijo. Mrtvorojenost je veliko pogostejša pri večplodnih nosečnostih. Poleg tega se ti zdravstveni zapleti ne končajo z rojstvom. Obstaja cela vrsta bolezni, ki lahko prizadenejo otroke iz večplodnih nosečnosti v zgodnjih odraslih letih. Na primer, vse 4 Genjanove četverčice, ki so se rodile na ameriškem srednjem zahodu leta 1930, le nekaj let pred Dionkinimi peterčki so razvile shizofrenijo. Cerebralna paraliza je prav tako veliko pogostejša pri otrocih iz večplodnih nosečnosti. Glede na vse te dejavnike tveganja, ni presenetljivo, da so imeli dvojčki in trojčki nizko stopnjo preživetja pred medicinsko revolucijo v 17., 18. in 19. stoletju.
medtem ko je bilo preživetje četverčkov in peterčkov nezaslišano. Prvi zabeleženi četverčki, ki so preživeli porod, dojenčkovsko in otroško obdobje, so bili četverčki Gari, rojeni v Švici leta 1880. Dionijevi so bili prvi zabeleženi primer peterčkov, ki so preživeli, in prav to jih je postavilo v središče pozornosti javnosti ter jih naredilo slavne že od trenutka rojstva. Dionijevi peterčki so takoj po rojstvu vzbudili zanimanje medije v Kanadi in ZDA. To se je prav tako hitro spremenilo v pravni spor. Le nekaj dni po rojstvu so dekličinega očeta Olivo kontaktirali organizatorji mednarodne razstave Stoletje napredka, ki je potekala v Chicagu leta 1933 in 1934. Sejem je bil zasnovan za praznovanje 100-letnice Chicaga kot mesta, bil pa je tudi pomemben mednarodni dogodek. Organizatorji so zdaj želeli razstaviti Dionove peterčke kot del razstave. Nažalost je bil Oliver Dion prepričan, da podpiše pogodbo in sklene dogovor z organizatorji sejma po nasvetu doktorja Allena Roya Defoeja, zdravnika, ki je nadzoroval uspešno nosečnost. Vendar sta si Oliver in Elize hitro premislila, Oliver pa je poskušal preklicati pogodbo s trditvijo, da ni pravno veljavna, ker je Elzir ni podpisala. Organizatorji sejma so temu nasprotovali in sledil je pravni spor. V tem kontekstu se je Oliva odločil, da skrbništvo nad 5 deklicami prepusti Rdečemu križu v Kanadi, da bi jih zaščitil pred organizatorji sejma. On in Elzir prav tako nista imela finančnih sredstev, niti potrebnega znanja, da bi vedela, kako skrbeti za peterčke. Kljub temu dogovoru so deklice vseeno poslali v Chicago, kjer so jih za kratek čas razstavili. V neposrednem obdobju potem je kanadska vlada sprejela zakon o Dionking peterčkih, s katerim je 5 deklic postalo varovank kanadske države. Oliver Dion je dobil sedež v odboru posameznikov, med katerimi sta bila tudi dr. Defoe in kanadski minister za socialo David Crow. Vendar svojega glasu v tem odboru nikoli ni zares izkoristil in deklice so v sredini 30 let prejšnjega stoletja dejansko postale varovanke države. Razglašeni motivi kanadske vlade za ločitev Dionkinih peterčkov od biološke družine so bili zagotoviti, da bodo dobro vzgojeni. Argument je bil, da sta bila Oliva in Elze Dion, ki sta imela omejena sredstva in sta se znašla v položaju, ki je bil edinstven v človeški zgodovini, neprimerna za to nalogo. Vendar je bil odnos kanadske vlade in posameznika, ki je bil imenovan za skrbnika 5 deklic, od samega začetka izjemno izkoriščevalski. Bolnišnica, po doktorju Defoeju imenovana Defoejeva bolnišnica oziroma vrtec, je bila posebej zgrajena za njihovo odraščanje. To je bilo obdano z ograjo iz bodeče žice in je bilo v bistvu tematski park. Dekleta so tukaj živela, obdana z velikim številom osebja, vsak dan pa je na tisoče obiskovalcev prihajalo, da bi jih videli. Ko je bolnišnica leta 1936 odprla vrata za takšne oglede, so obiskovalci planili skozi glavna vrata v želji, da bi bili med prvimi, ki bi uzrli Dionove peterčice. To so omogočili sobo za opazovanje, kjer so dekleta opazovali za stekleno pregrado. V naslednjih 7 letih si je Dionove ogledalo približno 3 milijone ljudi. Nekaterih dni pa jih je skozi prostore prišlo celo do 6000. To je postalo izjemno donosen posel za kanadsko vlado. Ljudje so morali plačati vstopnino za vstop v bolnišnico in posledično je tako imenovana Quintland sčasoma prinesla več kot $50 milijonov iz vstopnin. Na vrhuncu je bila Quintland v Severni Ameriki kot turistična destinacija prekašana le s kraji, kot sta slapovi Niagare in Gettysburško polje, kjer je leta 1863 potekala najpomembnejša bitka ameriške državljanske vojne. Poleg tega so posamezniki, kot je dr. Defoe, izjemno veliko zaslužili. Izkoristil je svoj položaj in postal eden najbolj znanih zdravnikov na svetu, napisal je več knjig ter promoviral medicinske in prehranske izdelke, kot so Colgate, Quaker, Alz in Lysol. Pogosto se je pojavljal na radiju in v vse bolj priljubljenem mediju, televiziji. Sčasoma so se pojavile skrbi glede odkritega izkoriščanja otrok. Oliver Dion je bil prav tako odločen, da doseže izpustitev svojih otrok.
Vendar tega ne bi smeli gledati kot na povsem dobronamerno spremembo. Starši deklet so bili prav tako sposobni izkoriščati svoje otroke iz finančnih razlogov, kot sta to počela kanadska vlada in dr. Defoe. Vendar zahtev Oliva in Elza Diona ni bilo mogoče prezreti. In po veliki kampanji pritiskov v zgodnjih 40 letih so leta 1942 skrbništvo nad dekleti vrnili njihovim staršem. Za peterčice je bil ustanovljen velik skrbniški sklad, ko je kanadska vlada v 30 letih prevzela skrbništvo nad njimi. Ta je precej zrasel zaradi honorarjev iz Queenslanda in drugih dejavnosti, zlasti zaradi nastopov deklet v več filmih med letoma 1936 in 1938. Z denarjem iz skrbniškega sklada je bila za družino Dion zgrajena velika 20-sobna vila, v katero so se preselili leta 1943. Družinsko življenje v tistem, kar so poimenovali velika hiša, se je izkazalo za težavno. Peterčki so imeli še več drugih bratov in sester. Med njimi je bilo 5 starejših otrok, rojenih med letoma 1926 in 1933, ter 3 mlajši fantje, rojeni med letoma 1936 in 1946. Vendar pa se je zaradi skoraj 10-letnega ločevanja peterčkov od družine med njimi in ostalimi člani družine Dion ustvarila določena razdalja. Poleg tega so dekleta v kasnejših letih izvedela, da je preostanek družine dejansko živel razkošno življenje na podlagi prihodkov iz njihovega skrbniškega sklada. Da bi zadeve še poslabšali, so se pojavile obtožbe, da naj bi jih njihov oče Oliva Dion spolno zlorabljal sredi do poznih 40 in v zgodnjih 50 letih prejšnjega stoletja. 5 sester je zapustilo svoj otroški dom, ko so dopolnile 18 let. Za veliko tega, kar se je zgodilo v njihovih zgodnjih letih, so krivile svoje starše, čeprav je bila za večino kriva stroga politika kanadske vlade in očitno izkoriščanje peterčic. Ni presenetljivo, da so dekleta potem ohranjala le omejene stike z Olivo in Elze Dion. Kmalu potem, ko so se emancipirale od svojih staršev, jih je iz 5 ostalo le še 4. Emily se je odločila, da bo postala nuna, ko je vstopila v odrasla leta. Vendar so njeni prvi meseci v samostanu v Saint-Agathe-de-Monts v Quebecu kot postulantka oziroma novinka zaznamovali številne bolezni, predvsem napadi. 6. avgusta 1954 je bil eden od teh napadov tako hud, da se je med njim zadušila do smrti. Ob svoji smrti je bila stara komaj 20 let. Edina druga izmed 5 sester, ki je umrla v mladih letih, je bila Marie. 27. februarja 1970, ko so bile peterčice stare 35 let, je umrla v Montrealu zaradi krvnega strdka v možganih. Yvonne, Cecile in Annette že več dni niso slišale od nje, zato so poklicale policijo, da razišče primer. Našli so jo mrtvo v postelji v njenem stanovanju. Ivona, Cecile in Annette so živele dolgo. Ivona je kasneje imela raznoliko kariero. Delala je kot medicinska sestra, kiparka in knjižničarka. Nikoli se ni poročila in ni imela otrok. Annette se je poročila in imela 3 sinove, medtem ko se je Cecile prav tako poročila in imela 5 otrok, vključno s parom dvojčkov. Tako zakon Annette kot zakon Cecile sta se na koncu končala z ločitvijo. Glede na njihova travmatična zgodnja leta so imele sestre Dion težave z zaupanjem in težave pri oblikovanju trajnih odnosov zunaj tistih, ki so jih imele med seboj. Po razpadih teh zakonov so 3 na koncu živele skupaj v hiši v Montrealu v 90 letih. Tukaj so se borile za pravico zaradi slabega ravnanja v svojih zgodnjih letih in leta 1998 uspešno tožile vlado province Ontario. Prejšnje leto so pisale Kennyju in Bobiju McCoyu, staršema prvih znanih sedmerčkov, ki so preživeli. Svetovale so jim, naj omejijo medijsko pozornost in vmešavanje v njihova življenja ter življenja njihovih 7 novorojenih otrok. Yvonne je umrla 23. junija 2001 v bolnišnici v Montrealu. Stara je bila 67 let in je nekaj dni pred smrtjo prestala operacijo zaradi raka. Tako Annette kot Cecilia sta še danes živi in sta bili skupaj intervjuvani ob njunem 87. rojstnem dnevu konec maja 2021. Zapuščina sester je zanimiva. Bile so tema številnih filmov, televizijskih oddaj, knjig
in celo skeča skupine Three Stooges. Mnogi izmed teh segajo v 30. in 40. leta prejšnjega stoletja, v času vrhunca njihove slave, medtem ko je bilo leta 2018 rojstvo peterčkov priznano kot uradni nacionalni zgodovinski dogodek v Kanadi. Toda to je mešana zapuščina, saj so bile sestre Dion v otroštvu dejansko zlorabljeni in izkoriščani strani tistih, ki so bili imenovani, da bi skrbeli zanje. Naša tretja zgodba nas popelje v britansko visoko družbo, kjer kraljeva kri ni mogla zaščititi dveh sester pred izdajo. Preden začnemo raziskovati tragična življenja Narise in Catherine Bowles-Lyon ter polemiko, ki jo je obdajala, moramo najprej ugotoviti, kdo so bili Bowles-Lyonovi. Družinsko ime je nastalo sredi 18. stoletja, ko je John Bowles, 9. grof Strathmore in Kinghorn v škotskem plemstvu, ki je bil tudi poglavar klana, Lyon je z aktom parlamenta prejel novo aristokratsko ime Bowles-Lyon. Družina lahko svojo rodovino sledi vse do 14. stoletje, ko je John Lyon, gospod Glamis, služil kot komornik Škotske, medtem ko izvor družine sega vse do 11. stoletje. Glava družine Bowles-Lyon v začetku 20. stoletja je bil Claude Bowles-Lyon, 14. grof Strathmore in Kinghorn. Njegov drugi najstarejši sin John, ki se je rodil leta 1886, je bil oče Narise in Katarine. Tako sta bili vnukini 14. grofa enega najvišjih plemičev v britanskem plemstvu. Zaradi ugleda družine Bowles-Lyon se je John poročil s Fenelo Hepburn Stewart Forbes Trefezis, mlajšo hčer 21. baron Clintona. Zakon Johna Bowlesa, Lina in Fenele je kmalu obrodil številne otroke. Hči po imenu Patricia se je rodila julija 1916, žal pa je umrla tik pred svojim prvim rojstnim dnem. Le nekaj mesecev kasneje se je rodila še ena hči, Anna. Bila je zdrava in je živela razmeroma dolgo in srečno življenje. Prav tako kot Diana, ki se je rodila mnogo let kasneje, leta 1923. Vendar pa sta bili drugi dve hčeri Johna in Fenel prizadeti. To sta bili Narisa, ki se je rodila 18. februarja 1919, in Catherine, zadnja izmed njihovih 5 hčera, rojena 4. julija 1926. Žal sta se Narisa in Catherine rodili duševno prizadeti. V manj politično korektni terminologiji tistega časa so jo označili kot, citiram, imbecilki, natančna narava njune prizadetosti pa ni povsem jasna niti danes. Takšne prizadetosti niso bile povsem redke med evropskim plemstvom v začetku 20. stoletja. Leta sorodstvenih zvez ter porok med bratranci in sestričnami v prvem in drugem kolenu so privedla do tega, da so hude bolezni in duševne težave postale pogoste med številnimi kraljevimi rodbinami na celini. Ne glede na to, kako izrazita je bila ta težava pri Narisi in Katarini Bowles-Lyon, vemo, da se nikoli nista naučili pravilno govoriti ali učinkovito komunicirati. Vse to se je dogajalo v času, ko je bilo zelo malo medicinskega razumevanja o vzrokih za takšna obolenja, poleg tega pa se je duševnim motnjam še vedno pripisovala precejšnja družbena stigma. Tako sta bili leta 1941 Narisa in Katarina, ki sta bili takrat stari 22 oziroma 15 let, strani družine nameščeni v bolnišnico Royal Elder v Surreyu. Ta je bila odprta leta 1855 kot azil za duševno bolne. Vendar se je do sredine 20. stoletja spremenila v ustanovo, namenjeno bolnikom s težkimi motnjami v duševnem razvoju. In na to je družina večinoma poskušala prezreti dejstvo, da sta dekleti sploh kdaj obstajali. V naslednjih letih njuna mati Fenela ni obiskovala sester, prav tako jih niso obiskovali drugi člani razširjene družine. Njihov oče John je bil že dolgo mrtev, saj je leta 1930 prezgodaj umrl zaradi pljučnice pri 44 letih. Perhaps a major unexplained aspect. Vse to je bil razlog, zakaj je družina čakala do leta 1941, ko je bila Narisa že v zgodnjih 20 letih, da sta bili sestri nameščeni v institucionalno oskrbo. Usoda Narise in Catherine, čeprav nam je v začetku 20. stoletja težko razumljiva, verjetno nikoli ne bi postala stvar večjega javnega zanimanja, če ne bi bilo povezav, ki so se do takrat razvile med družino Bowles-Lyon in britansko kraljevo družino.
26. aprila 1923, ko je bila Narisa stara komaj 4 leta, še 3 leta preden se je Catherine sploh rodila, se je njunega očeta Johna, mlajša sestra Elizabeta Bowes-Lyon, poročila z Albertom, vojvodo Yorškim, mlajšim sinom britanskega kralja Jurija V. Tako so bili od leta 1923 dalje Bowes-Lyonovi povezani z britansko kraljevo družino preko zakonske zveze. Ta povezava z britansko monarhijo je v prihodnjih letih postala še močnejša. Kot najmlajši sin kralja Jurija V. ni bilo pričakovano, da bo Albert nasledil britansko krono. Ko je kralj umrl januarja 1936, ga je nasledil njegov sin Edward, ki je postal kralj Edward VIII. Vladavina novega monarha pa je bila izjemno kratka, saj je bila njegova odločnost, da se poroči z Wallis Simpson, Američanko, ki je bila 2-krat ločena, za britanski politični vrh nesprejemljiva. Zaradi tega je Edward v manj kot 12 mesecih abdiciral s prestola, nasledil pa ga je vojvoda Yorški kot kralj Jurij VI. Ta sprememba okoliščin je pomenila, da je Elizabeta Bowes-Lyon, teta Narise in Catherine, postala britanska kraljica soproga. Poleg tega je aprila 1926, le nekaj tednov pred rojstvom Catherine Bowes-Lyon, Elizabeta rodila hčerko, ki so jo poimenovali Elizabeta po njeni materi. To je bila bodoča britanska kraljica Elizabeta II., ki je bila njuna sestrična. Vse 3 mlade ženske so imele iste stare starše, Clauda Bowesa-Lyona, 14. grofa Strathmore in Kinghorna, ter Cecilio Bowes-Lyon, rojeno Cavendish Bentinck. Skozi leta sta Narisa in Catherine še naprej živeli v bolnišnici Royal Earlswood, kjer ju je širša družina večinoma ignorirala. Le malo več kot desetletje potem, ko sta vstopili v bolnišnico v Surreyu, je mož njune tete, kralj Jurij VI, prezgodaj umrl zaradi razširjene družinske zdravstvene težave, ki jo je povzročilo verižno kajenje. Nasledil ga je prvi bratranec, Narise in Catherine, kraljica Elizabeta II., ki je nato vladala Britaniji naslednjih 70 let in postala druga najdlje vladajoča monarhinja v mednarodni zgodovini. Velik del polemik okoli Narise in Catherine se osredotoča na izdajo Burke's Peerage iz leta 1963. Burke's Peerage je genealogska študija, ki izhaja letno in vsebuje podrobnosti o vseh članih britanskega in irskega plemstva, njihovih prednikih ter trenutnih članih teh družin, vključno z razširjenimi člani kraljeve družine, vojvodami, grofi, baroneti, baroni in drugimi zemljiškimi plemiškimi družinami. Prvič je bila izdana leta 1826, njen avtor pa je bil irski genealog John Burke, v času, ko je bila Irska še vedno popolnoma pod britansko oblastjo. Do 20. stoletja je bila publikacija izhajala letno, članom britanskega in irskega plemstva pa so pošiljali obrazce, da so posodabljali genealoške podatke svojih družin. Leta 1963, ko je družina Bowles-Lyon prejela svoj obrazec, ga je izpolnila Narisina in Catherinina mati Fenela. Sporno je navedla, da je Narisa umrla leta 1940, Catherine pa naj bi preminila pred kratkim leta 1961. To je storila kljub dejstvu, da sta bili njeni 2 hčerki še vedno živi in sta prebivali v bolnišnici Earlswood. Ali bi lahko bila družina res zavedena v prepričanju, da sta hčerki umrli, glede na to, da so še naprej letno plačevali 125 funtov Earlswoodu za njuno oskrbo tam? Takrat temu niso posvečali veliko pozornosti, vendar je bilo leta 1986 razkrito, da sta bili dekleti leta 1963 navedeni kot mrtvi, čeprav sta bili v tistem času obe še živi. V poskusu, da bi to pojasnil, je Fenelin nečak izjavil, da je bila njegova teta, ki je vmes umrla, precej raztresena oseba, za katero bi bilo povsem značilno, da bi obrazec, kot je tisti za Burkovo plemstvo, izpolnila napačno. Vendar to komaj da predstavlja zadovoljivo razlago. Fenela je navedla točne datume, na katere naj bi njeni 2 hčerki umrli, in povsem jasno je bilo, da je skušala prikriti dejstvo, da jih je družina namestila v Earlswood in na to poskušala ravnati, kot da ne obstajata. Narisa in Katarina sta v Earlswoodu živeli še desetletja. Na koncu je Narisa tam umrla leta 1986, stara 66 let.
45 let potem, ko je bila prvič nameščena v bolnišnico. Noben član njihove širše družine se njenega pogreba ni udeležil, čeprav je bilo do takrat že veliko njihovih ožjih družinskih članov pokojnih. Namesto tega je bilo prisotno le osebje bolnišnice. Katarina je še naprej živela v Earlswoodu, dokler bolnišnice niso zaprli leta 1997. Pred zaprtjem so Katarino skupaj z več drugimi bratranci in sestričnami, ki so jih skozi leta poslali v Earlswood zaradi iste genetske bolezni, preselili v Catwin House, dom za oskrbo v bližini v Surreyu. Ko so tudi ta dom zaprli leta 2001, so Katarino ponovno preselili. Umrla je šele februarja 2014, ko je bila že skoraj stara 90 let, potem ko je več kot 70 let preživela v različnih domovih za oskrbo. Niti ona, niti Narisa se nikoli nista naučili komunicirati z drugimi. Tako huda je bila njuna invalidnost. Zgodba Narise in Katarine je postala vir precejšnjih polemik leta 1986 po Narisini smrti. Zgodbo o kraljičinih prvih sestričnah, ki sta bili skriti pred svetom in ju je lastna družina dejansko zapustila, je razkril časopis Sun v Veliki Britaniji. Nadaljnje preiskave so razkrile, da je njuna mati Fenela navedla lažne podatke, da sta umrli že mnogo let prej, kar je še povečalo polemiko. Tukaj so bili dokazi, da sta Bowes-Lyonova ne le namestila 2 od svojih otrok v bolnišnico in ju nato praktično ignorirala, ampak sta tudi trdila, da sta sestri umrli že mnogo let prej. Da bi zadeve še poslabšali, so se nato pojavile podrobnosti o smrti Narise in dejstvo, da se njenega pogreba ni udeležil noben družinski član. Šokantno je bilo razkrito, da je bil njen grob na pokopališču Redstone neoznačen, razen plastične oznake in serijske številke. To so kasneje popravili, ko sta 2 nečakini in nečak Narise organizirali postavitev nagrobnega kamna na njen grob. Do poznih 80 let prejšnjega stoletja so bile podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo, večinoma dostopne javnosti, vendar se je zgodba od takrat večkrat znova pojavila v središču pozornosti. Na primer, leta 2011 je Channel 4 predvajal dokumentarni film z naslovom Skrite kraljičine sestrične. Ta je zavzel uredniško stališče, da sta bili sestri prezrti in slabo obravnavani s strani svoje družine, medtem ko je širša družina Bowles-Lynn živela v ugledju in razkošju. Verjame se tudi, da je to močno razžalostilo kraljico Elizabeto II., ki je bila neposredno vključena v naslov. Toda, kdo bi bil skoraj popolnoma neveden o tem, kaj se je zgodilo z Nariso in Katarino? In zagotovo ni bil na noben način vpleten v odločitev, da sestre leta 1941 namestijo v Earlswood. Pred kratkim je zgodba o Narisi in Katarini predstavljena v priljubljeni Netflixovi drami The Crown, kjer je osrednji del 7. epizode 4. sezone z naslovom Dedno načelo. Z novičnim pojavom njune zgodbe, pomembne publikacije, kot sta Harper's Bazaar in Esquire, ponovno poročajo o zgodbi sester Bowles-Lyon. Kljub temu pa polemika glede sester vsekakor kaže na določeno brezčutnost strani družine Bowles-Lyon. Zgodba Narise in Catherine je odraz tega, kako je domnevno razsvetljena družba, kot je Velika Britanija, še sredi 20. stoletja ravnala z osebami s hudimi motnjami v duševnem razvoju. Ostajamo v Angliji za naslednjo zgodbo, kjer je bolezen počasi terjala 2 krhki aristokratski sestri. Lady Jacqueline Mary Alva Montagu in Lady Alice Eleonora Louisa Montagu sta se obe rodili 27. novembra 1879. Bili sta drugi in tretji otrok Georgea Montaguja, vikonta Mandevilla, in Consuelo Montagu, roj Niznagar. Dvojčici sta imeli starejšega brata Williama, ki je kasneje postal 9. vojvoda Manchestra. Dvojčici sta se rodili v eno najuglednejših aristokratskih družin v viktorijanski Britaniji. Njihov oče Juri je bil sin 7. vojvode Manchestra in je leta 1890, ko sta bili njegovi hčerki stari komaj 10 let, sam postal 8. vojvoda. Njihova mati je prav tako prihajala iz zelo ugledne družine. Njen oče je bil Don Antonio Modesto iz Nagar, poslovnež, ki je izhajal iz vrste bogatih Kubancev, ki so že generacije vodili plantaže sladkorja na otoku.
vendar so svoje poslovne in politične interese preusmerili v Združene države Amerike, ko se je Špansko cesarstvo v Ameriki v prvi polovici 19. stoletja zrušilo. Consuelo je nato postala eden prvih primerov težnične dolarjevih princes ali dolarjevih dedin. Hčere premožnih ameriških poslovnežev, ki so jih poročili s sinovi vodilnih britanskih plemiških družin. Ameriška družina si je zagotovila vezi z britanskimi plemiči in s tem dvignila svoj družbeni status, medtem ko so britanski aristokrati pridobili velik finančni vložek. V času, ko so se številni vojvode, grofje in lordje spopadali z dolgovi, ki so jih nakopičili z razkošnim življenjem skozi leta. Tako sta se Jacqueline Mary in Alice Eleanor, oziroma May in Nell, kot jo je klicala družina, rodili v zakonu iz koristi med kubansko-ameriško materjo in britanskim aristokratskim očetom. Zgodnje življenje May in Nell je bilo nekoliko kaotično za otroke aristokracije v viktorijanski Britaniji. Sprva sta živeli med angleškimi posestvi družine Montagu, preživljali čas izmenično v Londonu in na gradu Kimbleton v Cambridgeshireu. Ta podeželski dvorec je bil sedež družine Montagu in grad z bogato zgodovino, ki sega vse do 16. stoletje. Ko je kraljica Katarina Aragonska tukaj preživela svoja zadnja leta po ločitvi od kralja Henrika VIII. Njihova življenja so se popolnoma spremenila, ko so bili stari komaj 4 leta, saj je njihov dedek, 7. vojvoda Manchesterski, izgnal svojega sina in njegovo družino na Irsko. Tukaj so živeli na posestvu gradu Tantrigi, ki se nahaja v grofiji Armagh na jugu Ulstra. To je bilo posledica očetovega lahkomiselnega življenjskega sloga v Londonu, kjer je s pitjem, igrami na srečo in drugimi dejavnostmi hitro zapravil večino $6 milijonov dote, ki jo je Consuelo prinesla v zakon. Da bi si predstavljali njegovo porabo, je denar, ki ga je zapravil v le nekaj letih, danes vreden več kot $170 milijonov. Človek se vpraša, kaj sta morali občutiti obe dekleti, ko sta živeli v državi, kjer so družine, kot so Montaguji, veljale za tuje gospodarje, ki so izrinili rimsko-katoliško irsko prebivalstvo. In kjer sta postajali vse bolj zavedni o napetem odnosu med svojo materjo in očetom, katerih zakon je bil daleč od srečnega. Položaj dvojčic se je ponovno spremenil leta 1890, ko je smrt njunega dedka povzročila popolno vrnitev družine v Anglijo in prevzem položaja vojvode in vojvodinje Manchesterske v Kimbletonu strani njunih staršev. Njihov odnos s starši bi bil verjetno nenavadno oddaljen. Vojvoda in vojvodinja sta vse več časa preživljala izmenično v Kimbletonu in Londonu, njuna mati pa se je ukvarjala z mnogimi dobrodelnimi dejavnostmi, medtem ko sta za May in Nell vse bolj skrbeli varuške, učitelji in drugo osebje v gospodinjstvu. V tem obdobju je postalo jasno, da je bila Nell bolna z boleznjo, ki so jo takrat imenovali jetika. Danes pa jo poznamo kot tuberkulozo. V poznem 19. stoletju so jo poznali kot belo smrt. Takrat je postala ena najbolj smrtonosnih bolezni v zahodnem svetu. Počasi se je začela pojavljati od 17. stoletja naprej. Da bi nadomestila črne koze kot rak tistega časa, bolezen je dihalna in sprva predvsem prizadene pljuča, preden pride do odpovedi dihalnega sistema. Povzroča propadanje mišic in telesa, zato ime jetika, kot da telo počasi izginja. Ko je postalo jasno, da je Nell trpela za to boleznjo, je skoraj 25% vseh prezgodnjih smrti v državah, kot je Velika Britanija, povzročila tuberkuloza. Ta nalezljiva bolezen je povzročena z bakterijami in se širi z ene osebe na drugo po zraku, ko ljudje z aktivno tuberkulozo v pljučih kašljajo, pljuvajo, govorijo ali kihajo. Splošno velja prepričanje, da je tudi May trpela za tuberkulozo. Zato jo je morda dobila od svoje sestre, čeprav ji nikoli niso uradno postavili te diagnoze. Nell in May sta morda doživljali simptome, so kronični kašelj s krvavim izpljunkom, vročina, nočno potenje in izguba telesne teže. Tuberkuloza lahko okuži tudi druge organe, kar lahko povzroči različne simptome.
Dvojčici sta praznovali svoj 15. rojstni dan novembra 1894. Do takrat sta bili, če citiram skoraj sodobnika, Sir Shayna Lesleya, dve najlepši in najnežnejši dekleti, kar si jih je mogoče zamisliti. Žal svojega 16. rojstnega dne ne bi praznovali skupaj. 15. marca 1895 je May umrla. Uradno ni bila potrjena kot bolnica s tuberkulozo, zato vzrok njene smrti ostaja nepotrjen, čeprav se domneva, da je šlo za tuberkulozo. Nekateri viri kot vzrok njene smrti navajajo malarijo, vendar to sploh ni jasno. Če je obstajal razlog, zakaj so sumili, da je May umrla zaradi malarije, je to zato, ker je bila družina takrat na počitnicah v Italiji. Čeprav si je to danes težko predstavljati, v času pred letalskim prometom, ko ljudje redko zapustili podnebje, v katerem so živeli, je bilo precej običajno, da so ljudje iz severne Evrope zboleli za malarijo, če so potovali v Sredozemlje. Tako ni nemogoče, da je May umrla zaradi tega, čeprav je tuberkuloza še vedno bolj verjeten vzrok smrti. Mayina smrt je žal povzročila nekakšen razkol med njeno materjo in eno od njenih najstarejših prijateljic, Alvo Smith Vanderbilt. Ob času Mayine smrti je bil Alvin mož, William Vanderbilt, v Sredozemlju z Montaguji in je uredil, da so Mayino telo pripeljali nazaj domov v Anglijo na njegovi jahti. Ko je Alva to izvedela, je posumila, da imata njen mož in najboljša prijateljica afero. Tako je ta dogodek še povečal Consuelino tragedijo v tistem času. Čeprav je bilo do takrat jasno, da Nell trpi za tuberkulozo, je po Mayini smrti in pogrebu še naprej živela razmeroma normalno življenje. Po zimi leta 1898 je se predstavila visoki družbi tako v Londonu kot v ZDA tik pred svojim 19. rojstnim dnem. Po njenem nastopu na dogodkih v New Yorku tistega novembra so jo časopisi opisovali kot najbolj občudovano med lepotami pretekle londonske sezone in kot izjemno lepo. Vendar pa je bil Nellin vstop v visoko družbo in njeno uživanje v običajnem življenju mlade ženske prekratek. Po njenem bivanju v New Yorku in ZDA sta se z materjo odpravili v St. Moritz v Švici, mesto, ki je bilo stoletja znano po svojih zdravilnih izvirskih vodah. Tukaj sta bili že konec leta 1898 in Nell je večino preostanka svojega življenja preživela tam. Poročila iz tistega časa postavljajo njeno slabo zdravje ob bok njeni veliki lepoti, pri čemer omenjajo njene sijoče, zlatorjave lase in splošno veselje do življenja. Na žalost se je njeno zdravje v tem času močno slabšalo. V spomladanskih in poletnih mesecih je njena mati najela številne zdravnike, da so skrbeli zanjo. Vsi so priporočali počitek in da naj ostane v suhem podnebju, ter naj se ne vrača v bolj vlažne razmere Anglije. Stvari pa se niso izboljšale. Do začetka leta 1900 je bilo jasno, da umira. V mesecih pred njeno smrtjo so jo družina in prijatelji obiskovali v alpskih letoviščih, kjer je živela, da bi se ji poslovili. Nell je umrla 10. januarja 1900, stara komaj 20 let. Njena smrt je bila široko objavljena, saj so o njej poročali v New York Timesu v Ameriki in v publikacijah, kot je The Times v Londonu, že naslednji dan. O njenem življenju in smrti so kmalu poročali celo na Novi Zelandiji. Ustrezni odlomek iz časopisa Otago Daily Times nakazuje globino žalosti ob njeni smrti, še posebej, ker je sledila kmalu po smrti njene dvojčice. Številni ljudje, ki pokojne gospe v življenju niso nikoli videli. Alice Montagu je občutila val obžalovanja in žalosti, ko je prejela nepričakovano novico o njeni nekoliko nenadni smrti v Davos placu. Saj je njen lep obraz postal tako znan zaradi pogostega gledanja njenih fotografij ali slik v ilustriranih revijah, da se je vedno zdela nekakšna osebna prijateljica. Lady Alice je bila res ena najlepših deklet, kar jih je London videl že dolgo časa. In ni imela le čara tradicionalne lepote, saj je bila stara komaj 20 let, ampak tudi posebno milino izraza in prijaznost narave.
Zdi se tako žalostno pomisliti, da je že hladno v grobu, prav zdaj, ko je bilo njeno življenje šele v zgodnji pomladi. Kot hči ene vojvodinje Consuele, vojvodinje Manchesterske in nukinja druge vojvodinje Devonske, je imela vsaka družina obsežne razvejitve. Smrt Lady Alice bo mnoge plemiške hiše pahnila v žalovanje. Vzrok smrti je bila jetika, ta nadloga angleške rase, ki je vzela tudi njeno sestro dvojčico, Lady Jacqueline. Pogreb. Nil je bil 15. januarja v palači svetega Jakoba. Pogreba so se udeležili nekateri najvidnejši plemiči poznoviktorijanske Britanije, vključno s člani kraljevega dvora in osebjem. Nato so posmrtne ostanke Nel odpeljali v grad Kimbolton, kjer je bila pokopana poleg svoje dvojčice. Po Nelini smrti se je njuna mati odločila ustvariti večen spomenik njunima prekratkima življenjema. Za izdelavo spomenika je najela Louisa Comforta Tiffanyja. Čeprav je podjetje Tiffany danes bolj znano po svojem nakitu, je bil njegov ustanovitelj dejansko bolj cenjen zaradi svojega dela z vitraži. V cerkvi Sveti Andreja, ki stoji na posestvu gradu Kimbolton, je vojvodinja naročila, da Louis Comfort Tiffany namesti vitražno okno, ki prikazuje obe dekleti po podobi iz časa tik pred majino smrtjo, ko sta bili še najstnici. Ta eterična podoba še vedno krasi eno glavnih oken cerkve Sveto Andreja in je poklon obema dekletoma, ki sta umrli tako mladi. Če bi se dekleti rodili le 15 ali 20 let kasneje, je mogoče, da ne bi umrli. Že v 90. letih 19. stoletja so se pojavile nove metode pasterizacije mleka in drugih snovi, preko katerih se je bakterija tuberkuloze redno prenašala. Nato je bilo doseženo prvo uspešno cepljenje proti bolezni. Leta 1906, le 6 let po Nelini smrti, do 20 let 20. stoletja so bila cepiva splošno dostopna, vendar prelomnica v boju proti bolezni ni nastopila šele po drugi svetovni vojni. Danes približno 25% svetovnega prebivalstva še vedno nosi sled bakterije, vendar je ta skoraj povsem neaktivna in nima negativnega vpliva na ljudi. Na koncu se vračamo vse do Italije v 16. stoletju. Preden se poglobimo v zgodbo o dekletih Medici, moramo pogledati nazaj na Cosima de Medici in zloglasno družino, iz katere je izhajal. Rojen junija 1519 v Firencah, a večinoma vzgojen na podeželskih družinskih posestvih v dolini Mugello, je Cosimo pripadal dinastiji, ki si je šele pred kratkim ponovno priborila oblast. Družino Medici so leta 1494 izgnali iz Firenc. V desetletjih predtem pa so dejansko vladali republiki iz ozadja s svojim bogastvom, pokroviteljstvom in bančnim imperijem. Toda v zgodnjih 1510-ih so kot del političnih preobratov in sprememb v italijanskih vojnah uspeli ponovno priti na oblast. To je doseglo vrhunec leta 1530, ko je bil Cosimo bratranec Alessandro de Medici postavljen za prvega uradnega vojvodo Firenc, s čimer je staro republiko spremenil v dedno državo. Kot del mlajše veje družine naj bi Cosimo živel mirno, a udobno življenje na podeželju. A vse to se je spremenilo leta 1537. Njegovega bratranca Aleksandra so ubili in mladi Cosimo, star komaj 17 let, je bil izbran za novega vojvodo Firenc. Cosimo se je izkazal za izjemnega vladarja in leta 1569 je prejel še bolj prestižen naslov velikega vojvode Toskane, kar je pomenilo vzpon Medičejcev iz bogatih meščanov v evropske vladarje. Njegova žena je bila Eleonora Toledska. Rojena leta 1522 v Salamanci v Španiji, je bila hči Pedra Alvareza de Toleda, aristokrata, ki je postal španski podkralj Neaplja in preostale južne Italije, ki je bila takrat pod špansko oblastjo. Poročila se je s Cosimom leta 1539, ko je bila stara 17 let, da bi utrdila diplomatsko in vojaško zavezništvo med Španci in Medičejci. Kmalu je sledilo veliko otrok, čeprav so hčere večinoma živele kratka življenja. Eleonora in Cosimo sta imela skupaj 11 otrok, kar je njuno zvezo po merilih zgodnjenovoveških dinastij označilo za izjemno uspešno.
V kraljevih in aristokratskih družinah tistega časa je bila glavna dolžnost para, da ima dediče in tako zagotovi nadaljevanje družinske linije. Cosimo in Eleonora sta se te odgovornosti še posebej zavedala. Cosimov predhodnik, vojvoda Aleksander, ni zapustil zakonitih potomcev, zaradi česar je njegova veja družine Medici izumrla. Vojvodski naslov pa je nepričakovano prešel na Cosima. Od 11 otrok, ki sta jih imela Eleonora in Cosimo, je bilo 7 fantov in 4 dekleta. Preden podrobneje raziščemo usodo deklet, si na kratko oglejmo še fante. Od teh sta 2 umrla že kot dojenčka, Pietro in Antonio. Najstarejši deček, Francesco, rojen leta 1541, je po očetu Cosimu leta 1574 postal veliki vojvoda Toskane. Drugi najstarejši, Giovanni, je umrl zaradi malarije, ko je bil star komaj 19 let leta 1562. Vendar je predtem postal nadškof Pise in kardinal cerkve. Še en sin, Garcia, je umrl le nekaj tednov po svojem bratu, prav tako zaradi malarije, ko je bil še najstnik. Tako sta ostala Ferdinando, ki je leta 1587 nasledil svojega brata kot veliki vojvoda, in Pietro, psihično nestabilen in nasilen posameznik, ki je bil sramota za družino, kot bomo kmalu videli. Preden se je Cosimo poročil z Eleonoro in celo preden je postal vojvoda Firenc, je že postal oče. Njegova hči, Bia de Medici, se je rodila nekje leta 1536 v bližini Firenc, vendar je bila identiteta njene matere skrbno varovana skrivnost in ostaja neznana še danes. Kljub njeni nezakonskosti jo je Cosimo priznal za svojo in jo sprejel v družino Medici. Kot že omenjeno, se je leta 1539 poročil z Eleonoro. In čeprav je bila Bia le njena pastorka, jo je Eleonora vseeno obravnavala prijazno. Sčasoma so Bia poslali živet na družinsko posestvo Villa di Castello, ker je zanjo skrbela njena babica Maria Salviati. Tam je preživljala otroštvo skupaj z Giulio de Medici, nezakonsko hčerko Alessandra de Medici, ki je bila približno njenih let in jo je prav tako varoval Cosimo. V tem zaščitenem gospodinjstvu sta deklici prejeli izobrazbo in uglajenost, ki jo pričakujejo od otrok vladarske dinastije. Bia je postala znana tudi po svoji bistri in ljubeči naravi, kot žareča deklica sredi mirnih vrtov Castella. Cosimo je oboževal Bio in je jasno pokazal, da je ostala njegova najljubša tudi po rojstvu njegovih prvih 2 zakonitih otrok. A potem je udarila tragedija. Po vrnitvi domov s potovanja s svojim očetom je Bia hudo zbolela in dobila visoko vročino. Žal si ni opomogla in je umrla 1. marca 1542, verjetno zaradi malarije. Stara je bila komaj 6 let. Njeno smrt je globoko žalovala družina Medici, nato pa so jo s častmi pokopali v družinski grobnici Medici v San Lorenzo. Po njeni smrti je Cosimo naročil posmrtni portret pridvorni slikarju Agnolu Bronzinu. Rezultat je ganljivo nežen portret, ki ga mnogi štejejo za eno največjih Bronzinovih del. Od Cosimovih hčera z Eleonoro je ena živela le zelo kratek čas. To je bila Ana de Medici. Bila je 10. otrok Cosima in Eleonore, druga najmlajša. Ana je prišla na svet 19. marca 1553 in umrla manj kot 5 mesecev kasneje, 6. avgusta. O njenem življenju praktično ni nobenih podrobnosti. Tudi natančne okoliščine, v katerih je umrla, niso znane. Umrljivost dojenčkov in otrok je bila v 16. stoletju zelo pogosta, saj je kar 30 do 35% otrok umrlo, preden so dosegli zgodnja najstniška leta, zaradi bolezni, kot so črne koze, ošpice, gripa ali številnih drugih zapletov, povezanih s preživetjem dojenčkov. Ana je bila ena izmed takšnih žrtev, usoda, ki je doletela tudi mnoge njene sorojence. Druge tragične deklice iz družine Medici so živele precej dlje kot Ana in Bea, čeprav nobena od njih ni dočakala visoke starosti. Najstarejša od 3 je bila Maria de Medici. Bila je prva od 11 otrok Cosima in Eleonore. Rojena je bila 3. aprila leta 1540, leto potem, ko sta se njena starša poročila. Tako so se ji, ko je odraščala, skoraj vsako leto v otroški sobi družine Medici v Vili Medici v Firencah pridružili novi bratje in sestre.
Ena izmed najbolj nenavadnih stalnic v otroški sobi je bil Morganti, dvorni norček, ki je otroke zabaval s sovo, ki je bila vedno ob njem. Bilo je toplo družinsko okolje. Cosimo in Eleonora sta po vseh pričevanjih resnično ljubila svoje otroke in sta se zelo zanimala za njihovo vzgojo, kar ne moremo reči za vse kraljevske in aristokratske rodbine zgodnje moderne Evrope. Veliko kraljevih dojenčkov je bilo vzgojenih v ločenih gospodinjstvih in so svoje starše komajda sploh videli. Čeprav sta bila ljubeča, sta Cosimo in Eleonora popolnoma razumela, da imajo njuni otroci tudi politično vlogo. V Italiji, ki jo je razdiralo rivalstvo med Španijo in Francijo, je bilo sklepanje ugodnih zavezništev ključno za širjenje vpliva družine Medici izven Firenc. V skladu s prizadevanji družine Medici za dinastična zavezništva so naročili portrete mlade Marije, ko je bila stara komaj 5 let. V času, dolgo pred fotografijo, so takšne slike služile kot predstavitve na oddaljenih dvorih. Eden od njenih portretov je bil poslan v Pariz njeni sestrični Katarini Medičejski, ženi bodočega francoskega kralja Henrika II. Ta gesta jasno kaže, da je bila Marija že pri 5 letih upoštevana za prestižno francosko poroko. Na koncu je bilo leto kasneje dogovorjeno drugačno poročno zavezništvo. Do takrat se je Marija izkazala za eno najpametnejših otrok iz družine Medici. Pisatelji na dvoru so opazili njen intelekt in zapisali, da je svoje mlajše sorojence učila matematiko in druge predmete. Ko je Marija dosegla srednja najstniška leta, je Cosimo uspešno uredil zakonsko zvezo z Erkom II. D'Estejem, vojvodo Ferrare, Modene in Reggia, ter zagotovil njeno zaročitev z njegovim sinom in dedičem Alfonsom. Vendar pa je Marija, preden bi se poroka lahko zgodila, nenadoma zbolela, verjetno za malarijo, in umrla 19. novembra 1557 pri komaj 17 letih. Skoraj takoj so škandalozne govorice preplavile Firence. Ena od zgodb je trdila, da je Cosimo sam padel v morilski bes, potem ko je odkril Marijo v skrivni ljubezenski aferi z mladim plemičem in jo zabodel, da bi ohranil čast družine. Zgodba je bila za sodobnike šokantna, vendar je bila skoraj zagotovo le dvorna govorica, glede na Cosimovo naklonjenost do svojih otrok. Marijina tragična smrt konec leta 1557 pa ni pomenila, da do zakonske zveze med družino Medici in družino Este ni prišlo. Preprosto so za mladega Alfonza izbrali drugo nevesto. Namesto tega je bilo zdaj določeno, da se bo poročil z Marijino mlajšo sestro Lucrecio. Rojena je bila 14. februarja 1545 v Firencah, kot 5. otrok Cosima in Eleonore ter njuna 3. najstarejša hči. Njuno drugo najstarejšo hčer Izabelo bomo obravnavali nazadnje, saj je živela najdlje in najbolj razpitno življenje. Lucrecia je odraščala skupaj s svojimi številnimi sorojenci na Medičejskem dvoru v Firencah in bila izobraževana na enak način kot oni. Vendar se je njeno otroštvo končalo prezgodaj, ob smrti njene starejše sestre Marije konec leta 1557. Čeprav je bila Lucrecia takrat stara komaj 12 let, njen oče ni izgubljal časa in je hitro sklenil novo politično pogodbo z vojvodo Erkolom. Preprosto bi stopila na Marijino mesto in se namesto nje poročila z Alfonzom. Po sodobnih merilih se zdi to osupljivo, vendar to ni bila niti prva predlagana poroka za Lucrecio. Že leta 1552, ko je bila stara komaj 7 let, so bili narejeni načrti, da bi se poročila s Fabijom Dal Montejem. Nečak papeža Julija III., vodje rimskokatoliške cerkve, med letoma 1550 in 1555. Smrt papeža leta 1555 je pokvarila poročno zavezništvo z družino Del Monte, zato so Lucrecio poročili z Alfonzom d'Estem na slovesnosti v Firencah 3. julija 1558, ko je bila stara komaj 13 let. Njen novi mož je bil star 24 let. Nato se je zgodilo nekaj nenavadnega. Po poroki se je Alfonso vrnil na očetov dvor v Ferraro in pustil mlado Lucrecio v Firencah. Kmalu zatem je odpotoval v Francijo, da bi pomagal pri pogajanjih o stališču Ferrare glede miru v Cateau Cambrésis, dogovoru iz leta 1559, ki je končno končal večdesetletni boj med Francijo in Španijo za prevlado v Italiji. Lucrecia je medtem ostala v negotovosti, poročena le na papirju, a jo je mož dejansko zapustil.
V mesecih, ki so sledili, je Cosimo pisal vojvodi Ercolu v Ferrari in svojemu novemu zetu, ter se spraševal, kdaj se bo Lukrecija pridružila svojemu možu v njenem novem domačem mestu. Na mnoga pisma ni bilo odgovora, deloma zato, ker so se dogodki v Ferrari zapletali. Vojvoda Ercole je hudo zbolel in oktobra 1559 umrl. Alfonso pa je postal vojvoda Alfonso II. Šele takrat je bila Lukrecija končno poklicana, da se mu pridruži. Tako je pozno jeseni leta 1559, stara komaj 14 let, Lukrecija prispela v mesto kot nova vojvodinja Ferrare, Modene in Reggia. Kmalu zatem je Bronzino naslikal njen znani manieristični portret. Na Bronzinovem portretu se Lukrecija zdi skoraj nenaravno bleda, kar je bil modni ideal med plemkinjami zgodnje moderne Evrope, a morda tudi nežen namig na njeno krhko zdravje. Že leta 1560 je bila bolna. Po prihodu v Ferraro je poskušala opravljati svoje javne dolžnosti, vendar se je njeno stanje vztrajno slabšalo. Do leta 1561 so jo pestile ponavljajoče se vročice in je bila večinoma zaprta v svojih sobah. Cosimo je poslal svoje zdravnike, da bi jo zdravili, vendar nič ni upočasnilo njenega slabšanja. Napadi vročine, krvavitve iz nosu, močan kašelj in dramatična izguba teže. Na dvoru Este so krožile govorice o zastrupitvi, vendar sodobni zgodovinarji te zgodbe zavračajo. Dokazi namreč kažejo na pljučno tuberkulozo. Dne 21. aprila 1561 je Lukrecija pri komaj 16 letih umrla v Ferrari. Pokopana je bila v mavzoleju družine Este. Smrt Lukrecije leta 1561 je pomenila, da je bila med Cosimovimi hčerkami živa le še Izabela. Takrat je bila že dolgo poročena. Izabela, rojena 31. avgusta 1542, se je poročila s Pavlom Giordanom Orsinijem, bodočim vojvodo Bracciana, njuna poroka pa je bila dogovorjena leta 1553, ko je bila stara komaj 11 let. Družina Orsini je bila ena najstarejših plemiških družin v mestu Rim. Svoje poreklo so izsledili vse do časov Rimskega imperija in trdili, da so potomci Julija Cezarja. Več članov družine je skozi stoletja postalo papežev, imeli pa so ogromen vpliv v Rimu in osrednji Italiji. Zato je bila poroka Izabele z Paolom Giordanom leta 1558 še ena politično koristna poroka za družino Medici. Izabelin zakon pa je bil nenavaden že od začetka. Njen mož je bil zapravljiv plejboj. Zato se je vojvoda Cosimo odločil, da bo svojo hčer z njeno ogromno doto obdržal v Firencah tudi po poroki, dokler ne bo videl dokazov, da Pavlu denarja ne bo zapravil takoj, ko ga prejme. Sčasoma je vendarle odšla v Rim, kjer pa jo je v 60. letih 16. stoletja prizadela vrsta spontanih splavov. Šele po številnih neuspelih poskusih je končno rodila dva zdrava otroka. Hčerko po imenu Francesca leta 1571 in sina po imenu Virginio naslednje leto. Francesca in Virginio sta živela dolgo, vse do 17. stoletja. In Izabela bi imela veliko vnukov, če bi živela dovolj dolgo, da bi jih videla. Vendar jih ni. Do zdaj je veliki vojvoda Cosimo I doživel že veliko srce parajočih izgub. Čeprav je bila Izabela njegova edina preživela hči, je imel mlado varovanko, Eleonoro di Garzio di Toledo, rojeno leta 1553 pod njegovo zaščito. Eleonora je bila pravzaprav njegova nečakinja po zakonu. Njena mati je umrla, ko je bila še zelo mlada, njen oče pa je bil pogosto odsoten. Njena teta, Eleonora iz Toleda, žena Cosima, jo je vzela k sebi in jo vzgajala na dvoru Medičejcev kot svojo hčer. Toda leta 1562 je tragedija ponovno udarila. Cosimova žena, Eleonora, je umrla za malarijo pri 40 letih, skupaj z dvema njunima sinovoma, Giovannijem in Garcijo. Ta izguba je mlado Eleonoro postavila v težak položaj, vendar so jo tudi po smrti njene tete na florentinskem dvoru še naprej sprejemali s toplino in naklonjenostjo. Aprila 1571 je Cosimo uredil njeno poroko s svojim sinom Pietrom, s čimer je Eleonora postala tako njegova varovanka, kot tudi bodoča snaha. Bila sta prva bratranca in sta odraščala skupaj. Cosimo pa je upal, da bo njuna medsebojna bližina in skupna vzgoja pripeljala do harmoničnega zakona. A kot bomo kmalu videli, se je hudo motil.
Po smrti Eleonore Toledske si je Cosimo omislil ljubico Eleonoro della Albizzi, s katero je imel 2 otroka, hčerko, ki je umrla pred krstom, in sina Giovannija, ki ga je kasneje priznal za zakonitega. Giovanni je kasneje postal spoštovan vojaški poveljnik in diplomat v službi družine Medici. Cosimo je kasneje navezal razmerje s Camillo Martelli, leta 1568 pa se jima je rodila hči Virginia. Leta 1586 se je Virginia poročila s Cesarejem d'Estejem, vojvodom Modene in Reggia. Skupaj pa sta imela 10 otrok, 6 sinov in 4 hčere. Sčasoma pa je Virginia začela kazati znake hude duševne bolezni. Njen spovednik je trdil, da je obsedena z demoni. Poskusi izganjanja pa so njeno trpljenje le še poglobili in jo v kasnejših letih popolnoma onesposobili. Umrla je v Modeni 15. januarja 1615, stara 46 let. Kljub njenemu tragičnemu zatonu je bila Virginia edina od Cosimovih hčera, ki je dočakala več kot 40 let. Cosimo je sam umrl že aprila 1574, nasledil pa ga je njegov sin Frančišek. Nasledstvo, ki je kmalu prineslo nesrečo tako njegovi hčeri Izabeli, kot njegovi varovanki Eleonori di Garziji di Toledo. Leta 1576 sta Izabela in Eleonora umrli nasilne smrti. Frančišek je tiho podprl brutalno serijo povračilnih ukrepov proti domnevnim nezvestobam med ženskami iz družine Medici. To je vključevalo tudi Izabelinega duševno nestabilnega brata Pietra. Pietro je bil moten mladenič, za katerega je bilo že od mladih let znano, da je njegovo psihološko stanje vedno krhko. Pogosto je bil nasilen, imel je več ljubimk in govorilo se je, da je tudi Eleonoro fizično zlorabljal. Potem so 10. julija 1576 našli Eleonoro mrtvo. Kmalu se je začela širiti zgodba, da naj bi šlo za srčni napad, kar je malo verjetni scenarij za zdravo 23-letno žensko. V resnici je Pietro svojo ženo zadavil do smrti s pasjim povodcem. 6 dni kasneje je bila Izabela prav tako zadavljena do smrti strani svojega moža. To se je zgodilo v eni izmed lovskih koč družine Medici na obrobju Firenc. Paolo je vedel, da je Izabela imela afero z enim od njegovih bratrancev, trolom Orsinijem. Izabela in trolo sta bila ljubimca že 12 let. Svojo zvezo sta začela že davnega leta 1564, potem ko je Izabela po izgubi še enega otroka med nosečnostjo poiskala tolažbo v aferi. Zdi se, da je Paolo svojo odločitev, da ubije ženo, verjetno s podporo svojega svaka, velikega vojvode Francesca de Medici, sprejel zaradi dejstva, da je afera postala preveč javna, da bi jo lahko še naprej tolerirali. Tako je bila zadnja izmed deklet Medici umorjena strani svojega moža pri 33 letih z odobritvijo lastnega brata, kot maščevanje za to, da ga je osramotila s prešuštvom. Bil je to šokanten konec, ki ponazarja, kako so bila dekleta Medici najprej obravnavana kot politične marionete za sklepanje zakonskih zvez, nato pa so jih nasilno zavrgli. To je nazoren opomnik, kako brutalno je bilo lahko življenje tudi za aristokratske ženske v zgodnji moderni Evropi. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o teh tragičnih sestrah. Upam, da se vam je zdel zanimiv. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njihovih življenjih. In če želite več daljših videov, mi to prav tako sporočite spodaj v komentarjih. Upam, da ste vsi lepo preživeli Božič s svojimi družinami. Vsekakor upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko jih objavim. To je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem delu Pozabljenih življenj. Hvala!